si kdaj želeli, da bi lahko predmete dvignili v zrak, da bi lebdeli? Ta preprost trik lahko naredite doma z nekaj znanja o magnetih in vrtavkah. Pa poglejmo najprej, kaj potrebujemo. Da bo predmet lebdel, moramo najprej imeti neko silo, ki bo nasprotno enaka gravitacijski. V našem primeru bomo to dosegli z magnetno silo. Večina nas je seznanjena z vsakdanjimi magneti in vemo, da se nasprotna pola magneta privlačita, enaka pa odbijata. Kaj bi se torej zgodilo, če bi dva magneta postavili en na drugega? Bi lahko že s tem dosegli, da bi magnet lebdel? Nažalost, lahko že s preprostim poskusom opazimo, da to ni zadosten pogoj. Magnet mogoče res lebdi v zraku, ampak zgolj za nekaj milisekund preden izgubi ravnovesje in se prevesi. Že v rahlem premiku sila namreč ne deluje več na celotno površino enako in povzroči, da se magnet obrne. Kako torej stabilizirati magnet za dlje časa? Odgovor se skriva v vrtavkah. Zakaj so vrtavke stabilnejše, kadar se vrtijo, kot takrat, ko mirujejo, je precej kompleksno vprašanje. V ozadju je namreč temeljni zakon narave, ki nam zapoveduje, da se vrtilna količina nekega objekta vedno ohranja. A kaj točno sploh je vrtilna količina? Lahko si jo predstavljamo kot neko lastnost objekta, da se noče ustaviti. Če objekt kroži, rečemo, da ima vrtilno količino, če se giba linearno, govorimo o gibalni količini. Kolesar ima na primer veliko manjšo gibalno količino kot vlak, saj se premika počasneje in je veliko lažji. Koliko gibalne količine ima določen objekt, je namreč odvisno od njegove mase in hitrosti. Omenili pa smo tudi, da se gibalna količina ohranja, je konstantna, če na objekt ne delujemo z nobeno zunanjo silo. Torej, če bi želeli vlak ustaviti, bi nanj morali delovati z neko zunanjo silo. A ker gibalna količina vlaka želi ostati konstantna, bi morala biti naša zunanja sila zelo velika, da bi ustavili vlak. Veliko večja, kot bi jo potrebovali za ustavljanje kolesarja. Torej, če povzamemo, vse stvari, ki se premikajo, imajo neko gibalno količino, ki jim preprečuje, da bi se nehale gibati. Težji in hitrejši kot je objekt, večjo ima gibalno količino in težje ga je ustaviti. A tudi majhni predmeti, kot so vrtavke, imajo svojo gibalno količino ali v tem primeru vrtilno količino. Če vrtavko zavrtimo z neko hitrostjo, se ta ne bo ustavila, razen če bo nanjo delovala zunanja sila. Vrtavka je v tem stanju zelo stabilna. A vendar vemo, da se bo vrtavka v neki točki ustavila, torej nanjo mora delovati neka zunanja sila. In res je, kjer se vrtavka stika s podlago, pride do trenja in sila trenja povzroči, da se vrtavka začne ustavljati in posledično ni več lepo poravnana, ne stoji več navpično. Ker se vrtavki spremeni težišče, jo sila gravitacije prevrne. Našli smo torej način, kako stabilizirati magnet. Z magnetno vrtavko. Vrtavka je zgrajena iz magneta, ki ima seveda severni in južni pol. Postaviti jo moramo na nek večji magnet tako, da bosta enaka pola en nasprot drugemu. Naj vas ne zmede, da imamo krožna magneta, princip je enak kot pri navadnih magnetih. Imamo dva pola, ki se odbijata. Če bi narisali silnice magnetnega polja, bi izgledale nekako takole. Enako lahko silnice narišemo tudi na naši vrtavki in na spodnjem magnetu. A da bo vrtavka lebdela, moramo biti pozorni še na eno stvar. Njena gravitacijska sila mora biti natanko nasprotno enaka magnetni sili, da se sili izničita. Če je namreč manjša, bo magnet padel, če je večja, bo odletel stran. Sile preprosto izenačimo tako, da obtežimo vrtavko s plastičnimi obročki. Pozorni pa moramo biti tudi na podlago, na kateri stoji magnet. Neravna tla bodo namreč usmerile vektor magnetnega polja nekoliko v stran in sili se posledično ne boste izničili. Naši pogoji za lebdenje so torej: imeti moramo silo, ki je natanko nasprotno enaka gravitacijski. Ker uporabljamo magnetno silo, se mora objekt vrteti, da je stabilnejši. Podlaga, na kateri izvedemo poskus, mora biti popolnoma ravna. Zdaj, ko razumemo vse potrebne pogoje za lebdenje, se lahko končno lotimo dela. Najprej potrebujemo en velik krožni magnet.
Za vrtavko bomo uporabljali manjši krožni magnet, leseno palčko, risani žebljiček in nekaj podložk in matic različnih velikosti. Te najlažje dobimo kar iz ležajev. Najprej se lotimo vrtavke. Leseno palčko odrežemo, da je dolga približno 3 cm. Nato vanjo vstavimo žebljiček. Dodamo matico in magnet, ter jo po potrebi obtežimo z različnimi podložkami. Za še bolj natančno meritev teže lahko uporabljamo tudi nit. Potrebovali bomo tudi stojalo, s katerim bomo lahko uravnavali, da bo podlaga res ravna. Iz kartona izrežemo kvadrat in nanj pritrdimo 4 vijake. Te nam bodo služili lažjemu uravnavanju višine. Ko naredimo stojalo, nanj postavimo magnet. Pazimo, da je pravilno obrnjen. Za boljšo poravnavo si lahko pomagamo tudi s plastičnimi zamaški. Vrtavko nato zavrtimo na ravni površini, na primer na kuhinjski deski, in jo počasi vzdignemo. Z malo vztrajnosti nam lahko uspe stabilizirati vrtavko v zraku in naš poskus je uspel.